Prvi varčevalni rez bo najprej občutila dežurna služba. Vlada ji namreč jemlje denar za nazaj oziroma od meseca aprila. V okviru tega bomo zmanjšali število timov in jih prilagodili, res sedajšnji situaciji, ki jo imamo. Kar pa vam povem, da ob tako težkih razmerah bo seveda to zelo težko zagotavljati, posebej tam, kjer imamo, da stvari tečejo 24 ur. Kar pa pomeni dodaten pritisk na zaposlene. Ti so se sicer danes izogibali naši kameri, a če teh rezov ne bo, tako vodstvo bo vsaki nadaljnji veliko hujši. Ali to pomeni tudi odpuščanje zaposlenih pa? Samo odpuščanje ne morem reči, ampak v zavodu smo imeli nekaj ljudi za določen čas, tem ne bomo dali podaljšanj. Zalog v zavodu praktično ni več. To vse bolj zaskrbljeno ugotavljajo tudi bolniki. Dobiš občutek, da se špara na bolnike. Jaz imam moža invalida in sem zdaj ravno šla od ene zdravnice zasebne, sem poiskala drugega zdravnika, zato ker si gledala, da se na invalidi špara. Hvala. Kaj pa ne, če pa mi vsi to plačujemo? Pa strokovnjake imamo pa vse, tako da ne vem, zakaj nam jemljejo. Definitivno se ne bi smelo varčevati pri zdravstvenih zadevah. V zavodu sicer upajo, da bodo bolnikom tudi z veliko potrpežljivosti uspeli zagotavljati enako zdravstveno varstvo, kot so ga bili deležni doslej. Vsako nadaljnje zmanjševanje pa bi pomenilo, da se bodo ti standardi krepko znižali.